Pozdravljeni v prvem videu v letošnjem letu. Upam, da ste imeli lepe praznike, da ste se imeli fino. Jaz bi se vam zahvalila zato, ker mi sledite, ker mi pišete komentarje, s katerimi mi dajete motivacijo, da snimam nove videe. Imamo že skoraj 3000 članov na našem YouTube kanalu, to pomeni, da še malo, tako da tudi s tem, ko delite moje videe, v bistvu mi pomagate delati lepši svet, saj moje vsebine širite k drugim staršem in zaradi tega je marsikomu v kakšni družini lažje, najde kakšno rešitev, si pomaga s tem, tako da hvala, res iz srca hvala. Lahko mi seveda sledite tudi na Facebooku, Lea Leonida Mrgole, Izštekani najstniki, ki starši, ki štekajo, in na Instagramu vezal.si. Danes bom govorila o tem, kako najstniku rečemo ne. To je v bistvu kar dost, kako bi rekla, težka tema, zaradi tega, ker zelo veliko družin zelo veliko staršev se ubada s tem, kaj mu pustiti, kaj mu ne pustiti, a pol mu kar vse pustiti, a pol mu nič pustiti. Skratka, na nek način bi radi bili dosledni, radi bi bili avtoriteta, uporabljamo pa načine, iz katerih smo se mi učili, današnji najstniki pa na te načine več ne delujejo. Tukaj ne bi preveč izgubljala časa, zaradi tega, ker v bistvu sem si naredila en koncept videa, da se ne zgubljam, pa da bi vam povedala bistvo, ker je to res široka tema, tako da bom vsake toliko časa malo pogledala tukaj gor, da vidim, kje smo. Skratka, ta doslednost in nepremagljivost, in to, tako bo, kaj jaz rečem, to so v bistvu metode, preko katerih so nas učili, in so mogoče celo pri komu delovale, pri večini bom rekla, zdaj pri naših najstnikih pa to ne deluje več na takšen način. Tako da, ja, zdaj v bistvu izgleda tako, da nam najstnik reče, a grem lahko ven s prijatelji, a grem lahko na telefon, in mi mu večinoma odgovarjamo, ne moreš iti ven s prijatelji, dokler ne boš sobe pospravil. Ne moreš iti na telefon, dokler ne boš v šoli zrihtal ocen. In potem padamo z našim najstnikom v ples pregovarjanja. On reče, ja, saj kakšna si, nikoli me ne pustiš s prijatelji. Kako, da te ne pustim s prijatelji? Vedno te pustim s prijatelji, kadar opraviš svoje obveznosti, sam ti v glavnem nikoli ne veš, kaj imaš ti za narediti, sam pač ti bi samo imel ugodnosti, lažeš, nesramna si, jaz ti ful pomagam, ti pa tega sploh nikoli ne vidiš, sam kritizirati me znaš, pohvaliti me pa ne znaš. Ne, nikoli ti ne lažem, jaz ti nikoli ne lažem, rajš sebe poglej, kolikokrat si se ti meni zlagal, in ta ples gre v neskončnost. Enako je s telefonom, oziroma večinokrat pri telefonih imamo te boje pregovarjanja do neskončnosti. O tem danes ne bom govorila, zato ker sem vam v zadnjem delu leta posnela 2 videa o tehnologiji in zasvojenosti z internetom, tako da si jih lahko pogledate. Skratka, v slabo neskončnost se pregovarjamo, dokler ta ples pregovarjanja ne pride v ples moči. Ko pa pride v ples moči, pa to izgleda tako, da smo starši pogoreli na celi črti. Zakaj? Zato, ker najstnik reče prav, potem pa nič. In ne funkcionira več. Skratka, niti ne pospravi, niti ne gre ven s prijatelji, ždi v svoji sobi. Če ste mu pobrali vse, ždi v svoji sobi brez vsega. In starše seveda zagrabi panika in nemoč, in nočemo, da se to dogaja, in bojimo se, da ne bo šel v šolo, in popustimo. In takrat v bistvu najstniku damo vso moč. Ker smo ljudje, tudi odrasli, nagnjeni k temu, da nam je fajn, da uživamo, luštno nam je uživati, težko preklapljamo iz programa užitek delo, vsi. Mislim, eni malo lažje, drugi malo težje, ampak
to je nekaj, kar nas celo življenje vabi, da je rajš, se me je fajn, rajš uživaj. Saj bo že drugič naredil to, to odlašanje. Skratka, vsi smo nagnjeni k temu, najstniki so pa nagnjeni k temu še posebej, zaradi tega, ker imajo zelo veliko potrebo po zabavi in užitku v tem obdobju. To je en del. Drugi del je pa ta, da so v resnici še ne odrasli in jim je treba v bistvu pomagati, da se učijo odgovornosti in da se učijo, da so obveznosti nekaj, kar je treba opraviti tudi včasih, ker nam to ne paše. Tako da, ko starši pademo v ta strah in v to nemoč, v bistvu spustimo, ne zahtevamo več in najstnik dobi občutek, da dela, kar hoče. To pomeni, da bo seveda izbiral večinoma, kar hoče. To se pravi, kar mu paše. V naši skupnosti staršev najstnikov Skulam imamo teh primerov, tako lahko bi rekla, da vsak starš se kdaj sreča s tem. In potem, ko otroci padajo v ta, oziroma ko z otroci padamo v ta ples moči, mi zelo hitro dobimo občutke krivde, da smo nekaj naredili narobe, da smo zamočili, da smo zafrknili. In rada bi vam povedala, da ta naš odziv je naš naraven odziv. S tem nič ni narobe, to ne pomeni, da je z vami nekaj narobe, da ste vi nekaj zafrknili. To je pač naš naraven odziv, katerega smo se mi učili od naših prednikov, od naših staršev. In če smo se nekaj naučili, se to lahko tudi odučimo. A se strinjate? To se pravi, lahko naredimo spremembo. To pa ni vedno tako preprosto. To delamo v naši skupnosti Skulam, ampak danes vam bom vseeno povedala en primer, s katerim si lahko pomagate. Mogoče vam bo deloval. Upam, želim si, da bi vam deloval. Ko najstnik reče, jaz grem ven s prijatelji, in vas popade ta ideja, da bi rekli, ne greš ven s prijatelji, dokler ne končaš, dokler ne pospraviš sobe tako, kot sva zmenjena. Pač tako bo, kot sem jaz rekla. To se pravi, to je način, ki zaneti vojno. Ples pregovarjanja, ki se počasi prelevi v ples moči. Lahko pa rečete, ja, seveda greš lahko ven s prijatelji. Ko boš pospravil, tako kot sva dogovorjena. In potem reče, jaz bi rad šel a grem lahko na telefon, daj mi telefon. Seveda greš lahko na telefon. Ko boš zrihtal ocene v šoli. Ko boš opravil obveznosti za šolo. Potem pa še druga stvar. Jaz se grem učit. A je prav? Seveda je prav, da se greš učit. Ko boš peljal psa na sprehod? Če je to njegova obveznost. Skratka, a veste, ta prioriteta, sam da se uči, pa mu nič drugega ni treba, tudi ni okej. Življenje je marsikaj, Učenje, delo, zabava, odgovornosti, recimo, če imamo domače živali. Potem, a si lahko kupim nov iPhone mami? Seveda si ga lahko kupiš, ko boš imel službo, s katero boš sam zaslužil v enem mesecu toliko denarja, kot je iPhone vreden. Ne iz mojega denarja, ne iz prišparanega denarja, ki so ga dediji pa babice prinesli, pa ki si ga dobil za rojstne dneve. Recimo, otrok si želi ven s prijateljem, ki vam ne paše preveč, zato ker mislite, da tako malo hodi po robu, da je slaba družba in tako naprej. Mami, a grem lahko ven z Mihom? Seveda greš lahko ven z Mihom. Ja, lahko greš ven z Mihom. Ko ga bom jaz spoznala. Predlagam ti, da ga v soboto pripelješ na kosilo. Dajmo eno bolj nemogočo in dolgoročno, da ne boste rekli, kaj pa nič na to ne bo. Mami, glej ta tatu, jaz bi si dala ta tatu, a lahko?
lahko, ko mi boš prinesla potrdilo, da imaš službo za nedoločen čas. Ta zgodba je v knjigi Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Ja, in je naša družinska zgodba. Tako da glejte, vsako stvar, vsako prepoved, vse se da zaviti v nek ja, ko boš. To se pravi, vi mu rečete ja in potem mu poveste, kdaj se bo to zgodilo. Ne rečete mu ne in s tem vzamete to silno željo, da se je treba upirati. Seveda bojo eni najstniki še vedno vztrajali, a ne? Ampak tukaj je potem že nova zgodba, kako mi držimo fokus. To se pravi, če nam govori najstnik, daj mi telefon, jaz želim ven s prijatelji ves čas in potem vi rečete, ja, seveda, ko boš opravil svoje obveznosti. In on reče, pa daj, no, pa skozi si nekaj izmišljuješ, pa kakšne obveznosti. In vi lahko ostanete mirni, ni vam treba vpiti, ni se vam treba razburjati, ampak lahko rečete, glejte, tako sva dogovorjena in tako se bo zgodilo. Ker sva tako dogovorjena, ne zato, ker sem jaz tako rekla. A ne? To pomeni, a ne, ker zdaj sem stopila na novo področje pri najstnikih, da najstniki tudi rabijo neko strukturo, nek dogovor, ki je sklenjen vnaprej, kako bodo stvari potekale, kaj so njegove obveznosti, kaj so njegove odgovornosti in to seveda, da mi v tem mirno vztrajamo, ne da ga kar naprej bombardiramo, kaj ni naredil, kaj ni naredil, kaj ni naredil in da tudi opazimo, recimo kdaj, ko pridemo domov in vidimo, da pes tam v košari spi in da se ni zganil, da rečemo, peljal si psa. Kako sem vesela. O tem sem že veliko govorila v preteklih videih. Ampak zdaj stopam v bistvu na nova področja, tako da to bodo teme za naslednje videe. V preteklosti sem že govorila o tem, kako najstniku reči ne in govorila sem tudi o nečem drugim, kaj naredimo, ko najstnik vseeno ne opravi svojih obveznosti. To je pa video, ki ga najdete, mislim, da pod naslovom Izbira namesto kaznovanja. Tako da za danes se lepo poslavljam, zahvaljujem se vam, ker boste komentirali odspodaj, zahvaljujem se vam, ker delite moje vsebine, zahvaljujem se, ker me podpirate in ste z mano. Vkolikor vas zanima Skulam, naša skupnost staršev najstnikov, vam bom pa odspodaj pripela link. Ste povabljeni, da se nam pridružite. Srečno in lep januar!